V Žalcu bi fontano Pil zeleno zlato radi nadgradili še z ureditvijo Hmezadove stolpnice. City center Celje je tudi letos pripravil pravi modni spektakel. Drevesna hiša v celjskem mestnem parku spet odprta. Celjske košarkarice osvojile Jadransko ligo. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V Žalcu so lansko leto zaključili optimistično predvsem zaradi projekta, ki je to spodnje savinjsko občino ponesel v svet in jo dodal na turistični zemljevid, ne samo Evrope, ampak tudi širše. Logično nadaljevanje uspešnega projekta, pravi žalski župan, pa je njegova nadgradnja. Ta zajema tudi prenovo objekta Hmezad z okolico. V Žalcu bi radi bili drugačni, posebni, boljši od ostalih. In boljši smo samo lahko na področju hmeljarske dediščine, kar smo lani dokazali s fontano zeleno zlato. To je bil začetek, ta pa generira različne aktivnosti. In naslednja ideja je bila, kako izkoristiti najbolj markantno stavbo v našem mestu, stolpnico Hmezad Export Importa, ki determinira, zaznamuje to mesto, ki je najvišje, odkoder je razgled na celotno Savinjsko dolino. Pogovorili smo se z lastnikom, ali naredimo en vabljen arhitekturni natečaj, da pridemo do ni dobrih rešitev, kaj narediti. Rekel je, ja, naredite, to je bila naša ideja. In zdaj se mora odločiti lastnik, morebitni sovlagatelji, ali gremo v investicijo po celotnem projektu ali postopoma sukcesivno v izvedbo projekta. Prenovljena Hmezadova stavba ne bo več le najvišja v Žalcu, temveč bo imela, če bo projekt zaživel, tudi tobogan z vrha stavbe, s katerega bo omogočen panoramski razgled na Savinjsko dolino. To je le del idejne zasnove, ki je zmagala na natečaju. V principu gre za en projektni predlog, ki vključuje več prostorskih rešitev, s katerimi želimo nekako bivšo industrijsko območje revitalizirati, ga spremeniti v atraktivno, turistično in prostočasno programsko zasnovo, s katero pa skušamo izkoristiti potencial danega prostora, predvsem je to stolp Hmezada, znotraj katerega pač trenutno še zmerom in tudi v bodoče bo delovala gospodarska dejavnost, vendar pa parterna ureditev okrog stolpa ter prostor na vrhu stolpa pa ponuja izredno atraktivno lokacijo. Vrednost naložbe župan ocenjuje na okoli 3 milijone evrov, obnova stavbe pa se bo zgodila po več fazah. Tak projekt v celoti stane med 2 in 3 milijone. Da se ga pa izvajati postopoma, panoramski list, na vrhu pivnica ali morda spodaj samo pivski vrt, kakorkoli. Lahko se dela postopoma, odvisno od sredstev. V vsakem primeru pa je treba stavbo tudi malo olepšati, izboljšati, da bo ugled in ponos temu mestu. In če že lastnik to mora storiti, je prav, da stori še nekaj več in se mu potem vložena sredstva vrnila. Žalčani bodo fontano Pil zeleno zlato odprli že 31. marca, pričakujejo pa še večje število turistov, ki jo bodo obiskali in posledično tudi druge znamenitosti. In med njimi bi v prihodnjih letih imela veliko vlogo tudi stolpnica. Jaz verjamem, da če letos pričakujemo v Žalcu 100.000 ljudi, turistov, potem je velika dopolnitev ta stolpnica, panoramski razgled, spodaj vrt, pa na vrhu ena lepa pivnica. In to je tisto, kar naša dolina, kar Slovenija potrebuje. Danes se je pokazalo, da je veliko zanimanje za to, mislim, da je tudi lastnik presenečen nad izbrano rešitvijo v pozitivnem smislu. Zdaj je pa spet še ena nevsakdanja ideja. Takrat so se nekateri za fontano smejali, mogoče tudi tole nekateremu nevsakdanje, ko bomo pa čez 2-3 leta videli, da nam je uspelo, bomo pa vsi dobre volje in zakaj ne. In kako bo v projektu sodelovala občina? Občina investitor ne bo, občina bo sodelovala morda pri pridobivanju potencialnih investitorjev, lahko naredimo kakšen sestanek s potencialnimi vlagatelji, mogoče pri pridobivanju kakšnih dovoljenj.
tako kot pač občina lahko sodeluje, mogoče s pridobitvijo kakšnih dodatnih parkirnih površin, z ureditvijo prometa, z ureditvijo komunalne infrastrukture. To je naloga občine, pa da kje odpira vrata, kar lokalna skupnost mora početi. To bomo naredili, pa nič več. Kot pojasnjuje še član ekipe, ki je pripravila idejno zasnovo, naj bi šlo za doživljajsko pot, s katero bi obiskovalec delil ne samo lep razgled na Savinjsko dolino, ampak tudi zaznal prostor iz druge perspektive. Okrog krožne poti, ki bo pripeljala na vrh na teraso stolpa. Do tja bo moč priti tudi peš in se nato z vrha spustiti navzdol, lahko tudi po toboganu, ki bo speljan iz višine 60 metrov. City center Celje že vrsto let velja za najuspešnejše in največje nakupovalno središče na Celjskem. Smelo zastavljene plane presegajo tudi zaradi organizacije raznih dogodkov v nakupovalnem središču. Med njimi se zadnje leta lotevajo tudi bolj kompleksnih. Mednje sodi zagotovo tudi veliki modni spektakel, ki so ga konec minulega tedna že tretje leto zapored pripravili v svoji režiji in je, tako kot vsakič poprej, navdušil in postavil visoko normo za naslednje leto. Če so se lansko leto v City centru podali na nekajdnevni domišljijski potep z Alico v modni deželi, so letos odkrivali 11. dimenzijo. Danes bi še proslavili uspešno revijo, jutri se bomo pa že bavili s tem, pa razmišljali o tem, kako naslednje leto narediti še boljše. Predvsem se nam gre pa tudi za to, da naredimo drugačno, inovativno in atraktivno za ljudi, za naše obiskovalce in fane City centra, pa mislim, da nam je letos zopet uspelo biti drugačni. Lani, če se spomnimo, smo bili v Alici, malo zasanjano in tudi moda je bila v tem duhu. Letos pa so bili futuristični, kar se odraža tudi v letošnji kolekciji pomlad-poletje in mislim, da smo zadeli primerno temo za ta čas. Uspešno zaključeno poslovno leto in visoko zastavljeni cilji vnaprej dajejo tovrstnim dogodkom poseben čar in vnemo delati dobro in uspešno ter postavljati trende še naprej. Ja, res je. Za nami je odlično leto. 2016 smo zaključili s porastom tako kupcev, obiskovalcev in pa tudi prometa. V 11 letih nas je obiskalo kar 53 milijonov ljudi, kar je zagotovo impozantna številka. Seveda pa na polno delamo tudi za 2017, da prekosimo tudi rekord na 2016 leto. Na modnih revijah, ki so jih pripravljali v preteklih dneh, so se predstavljali še v partnerji, ki jih najdemo v City centru. Manekenke in manekeni pa so predstavljali kolekcijo pomlad in poletje. Glede na to, da je bil tudi letos obisk na dogodkih izjemno visok, drži dejstvo, da naše največje nakupovalno središče ne ostaja več le dnevna nakupovalna lokacija, ampak čedalje bolj tudi prostor, ki ponuja nočna druženja in posebna doživetja. Ja, res je. City center Celje se je skozi leta izoblikoval v točko, kjer se ljudje dobijo, kjer lahko nakupujejo in imajo svoje doživetja in zagotovo je prav, da nosimo mi štafeto v celjski regiji za modo in za modne dogodke in mislim, da to nalogo že kar nekaj let uspešno izpolnjujemo, ne nazadnje kaže tudi pozitivni feedback naših obiskovalcev in kupcev. V preteklih dneh so torej v City centru pripravili več modnih revij in ostalih dogodkov, med drugim tudi otroško modno revijo. Več o dogajanju pa boste lahko izvedeli tudi v reportaži, ki jo pripravljamo za sredino tedensko izdajo. Drevesna hiša v mestnem gozdu je prejšnji teden spet odprla svoja vrata. Letos se bodo v njej poleg gozdne pedagogike odvijale slikarske delavnice, bralne urice, otroci bodo iskali Zdravkov zaklad. Pripravljajo tudi različna predavanja in razstave. Ravno v tem času si lahko na njej ogledate razstavo Snovanje drevesne hiše. Že jutri ob 16:30 uri pa bodo na drevesni hiši organizirali bralno urico za otroke. Brali bodo pravljico V gozdu je prostora za vse, avtorja Uda Weigelta. Na delavnici bodo otroci iz papirja izdelovali drevo, bralna ulica pa je namenjena otrokom od 4. do 9. leta starosti. Košarkarice atlete Celje so v finalni tekmi zaključnega turnirja četverice v Podgorici po zmagi proti bolgarski ekipi Beroje iz Stare Zagore z 61-57 osvojile letošnjo Jadransko ligo in dosegle enega največjih uspehov v zgodovini kluba.
Celjske košarkarice so v finalni tekmi zaključnega turnirja Jadranske lige v Podgorici zasluženo in nekako senzacionalno premagale bolgarski Beroje. Po 15 letih so Celjanke vrnile pokal za naslov Jadranske lige v Celje, potem ko so jo osvojile v njeni prvi izvedbi leta 2002. A tokrat je vse skupaj povsem drugače, kajti tokratna članska ekipa atleta je najmlajša v klubski zgodovini. Trener Damir Grgić se z ekipo v letošnji sezoni veseli že druge lovorike. Po pokalnem naslovu še naslov najboljših v Jadranski ligi. Najkoristnejša igralka velikega finala v Podgorici je bila Ana Marija Prezelj. V finalni tekmi je dosegla 15 točk, eno več je dodala Američanka Shante Evans. Veselje ob osvojitvi Jadranske lige se je nadaljevalo še dolgo v noč, ko je trener Damir Grgić za nagrado dobil metlo s podpisi vseh igralk, potem ko še naprej uspešno pometa s konkurenco. Celjanke bodo zdaj morale vse misli na hitro spet usmeriti v državno prvenstvo, saj jih v sredo čaka gostovanje v Kranju pri Triglavu. Jutri bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 14 do 19, na vzhodu do 21 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo, na vzhodu pa bodo tudi krajša sončna obdobja. Četrtek bo na zahodu večinoma oblačno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter. Z vremensko napovedjo pa tudi zaključujemo današnji pregled dogajanja na Celjskem. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.